Hej, long time no see. Ja, zavedam se, da sem si vzela malo daljši dopust in nisem nič povedala, tako da danes sem se odločila namesto delati Q&A-ja ali v slovenščini videa, da bi se raje usedla in ena na ena z vami pogovorila, zakaj sem šla, kaj se dogaja, a bom sploh še nadaljno ustvarjala videe in blog vsebine, tako da ja. Torej, šla sem malo več kot mesec nazaj in sicer je bil tukaj naenkrat miks osebnih zadev, družinskih zadev, moje psihe, mojega dela, kar pri meni je YouTube in blog. In vsega skupaj se mi zdi, da sem doživela nek rahu burnout, da sem rabila ta počitek in hkrati tudi nek razmislek, kako sploh nadaljevati, če nadaljevati v tej smeri. Po vodcu se mi zdi, da je bilo kar nekaj jih. Sem nameravala razpravljati, ampak ne vem, če bi vas to zanimalo. Bom izpostavila samo en ali dva večja svojega privatnega življenja, se raje ne bi dotikala. Pred kratkim sem že delila na Insta storiju od PewDiePieja video, mislim, da je naslov Forced Positivity. Sama sem se ujela v zanko, o kateri tudi PewDiePie govori. In sicer, da kadar ti stopiš v online svet, ali naj bo to YouTube ali blog ali karkoli, jaz se zavedam, da vi zdaj, kadar ste prežgali ta video, nočete poslušati nekega jamranja in bede in ne vem česa vsega, ker že v vsakodnevnem življenju čutite pritisk lahko s šole, od šefov, od vseh okoli in nas, kar pridete na moj kanal, se želite sprostiti. To je point mojega kanala. Ampak se mi pa zdi, da zaradi tega sem si pa ustvarila ogromno stresa in pritiska sama sebi, da sem se z vsakim videom probala še bolj potruditi, še več od sebe zahtevati, še bolj pozitivno izgledati, še bolj glasna, še bolj divja. In se mi zdi, da je prišla do točke, ko preprosto ni šlo več, da sem potem, ko sem posnela sklopa kamero in bila scuzana, da mi ni več predstavljalo to, kar delam, užitka in da nisem z tega, kar delam, črpala več tiste inspiracije in tisto, da mi je to dajalo življenje, ampak da me je bolj črpalo, če razumete, kaj hočem povedati. Druga zadeva, kar je tudi bila, zdaj, ne vem kako to reči, brez da bom ofensala koga, ker itak zdaj so vsi ofens za vse, ampak beauty svet. Jaz sem začela konec srednje šole z mojim blogom z beauty temami. Takrat mi je to predstavljalo vse, to mi je bil tisti pobeg, tisto sreča, strast. Zdaj pa tisti del, kar zna se vzeti dosti izven konteksta, ampak hear me out. Se mi zdi, da sem to prerasla. Čeprav ful spoštujem vse na YouTubeu, ki se ukvarjajo s tem, čeprav vsaka čast kaj ne delajo, se mi pa zdi, da sem jaz v svojem življenju, za sebe govorim, prišla do točke, ko mi to ne predstavlja več take strasti in takega užitka, kakor mi je včasih. Zdaj ne govorim, da je to karkoli slabega ali karkoli tazga, ampak preprosto to ni več zame, da sem prišla do točke, da mi ustvarjanje make-up tutorialu, da mi nešteti holi, ne vem koliko challenge-ov ni predstavljalo več takega užitka. In da zaradi tega se mi zdi, da sem tudi čutila nek že rahu odpor do tega, kar delam. Ker nisem več videla kakor užitek, to da pa odprem kamero in se začnem z vami pogovarjati, ampak že kakor dolžnost. Kar pa, če veste kaj o meni, veste, da moj cilj v življenju ni družine, ni najpopolnega partnerja, ni ne vem kaj vse, ampak da celo življenje delam to, kar me osrečuje. Če to pomeni, da zdaj snemam ta video in jutri se odločim za nas delati, karkoli samo, da me to osrečuje. In zaradi tega se mi zdi, da me je to začelo dešiti, ker zame tako pomemben aspekt mojega življenja ni bil zadovoljen. In prišla sem do točke, ko sem se dejansko sama sebe vprašala, je tu sploh še vrednost nadaljevati v tej smeri, glede na to, da me ne več osrečuje in da sem pa začela zaradi tega. In preprosto sem se odločila, da ne. Ampak je pa prišlo vmes dosti spoznanj sama o sebi, dosti stvari. Ena izmed teh je bila pa tudi včerajšnji pogovor s kolegico, ki je pa prvotno moja bralka, bila ena mojih prvih bralk, se mi zdi. In kadar sem ji povedala svoje probleme, zakaj dejansko ne ustvarjam več in vse to, mi je tudi sama rekla nekaj, kar se mi zdi, da sem sama sumila, ampak si nisem hotela potrditi, da je temu tako. In sicer mene je bilo zmeraj strah spremeniti svoje teme, dejansko začeti spregovoriti bolj o osebnih zadevah, bolj o stvareh, o katerih ne govorim večinoma zdaj na Instagram storijih z vami. Mi je pa tudi sama kolegica rekla, Aleksandra, tako kot ti odraščati, smo tudi mi odrasli. In se mi zdi, da to nisem hotela sprejeti oziroma sem si nekako zatiskala.
da jaz, odkar sem začela z YouTubeom, torej ko eno, ne vem, 18 let, 17-18 letnica, tam nekje, ne, z blogom sem takrat začela, sem šla skozi ogromno obdobij in zaradi tega, ker vem, da vas je večinoma se pridružilo v mojem najbolj divjem obdobju, sem se počutila pritisk, da moram zdaj stalno ohraniti tisto divjo podobo, da moram zmeri biti tista čudaška youtuberka, ampak mislim, da sem nekako prerasla tudi to. In čeprav me je bilo zelo strah karkoli spreminjati svoje teme in ne biti več tista ta glasna, se mi zdi, je prišel čas, da bolj sledim sebi, kakor pa tistemu obdobju mojega življenja. Ker ne govorim, da je takrat bilo karkoli zlagano, ker pač pomislite sami za sebe. Tudi vi danes verjetno ste popolnoma drugačni, kot ste vi leto nazaj, kaj šele 5-6 let nazaj. Edina razlika med mano in vami je ta, da sem se odločila svoje življenje deliti javno, vi pa preprosto to doživljate sami pri sebi. Tako da, ja, bom nadaljevala z blogom in z YouTubeom, zato ker me to osrečuje. Ne vem, če bo to še toliko resno in moja edina prioriteta, oziroma moja karierna odločitev, kolikor sem razmišljala še včasih, ker me tudi na neke druge stvari zadnje čase vleče. Zaenkrat je še, ampak me še vleče nekam drugam. Definitivno ne morem garantirati, da bojo videi še toliko pogosti, da bom še ohranila nek urnik, ko je bil takrat ob sredah zjutraj video in ob ponedeljkih ali nedeljah blog post. Ne morem garantirati zaradi tega, ker hočem tudi drugačne vsebine delati. Želim si bolj vsebine, kjer se lahko povežem z vami, kjer dejansko lahko skozi pogovor gremo, ker v tem mesecu pa pol ali kolikorkoli je bilo, sem si jaz vzela dosti časa zase, dosti sem brala, dosti seminarjev preposlušala, dosti govorov, dosti vsega. In taki načini videa, kjer dejansko nekdo deli samo svoje razmišljanja, svoje spoznanja, so meni v tem času ogromno pomagali in zaradi tega želim tudi jaz to deliti, ker če ne drugega, tudi če ne vsaki stvari na tem svetu lahko nekaj novega spoznaš, na mojih prepričanj. Ampak če ne drugega, vsaj to, da veste, da niste sami, kadar greste skozi vse, je dosti pomembno, sem jaz to opazila in hočem tudi jaz to dati, če že imam možnost, hočem to dati naprej. Tako da ja, to je bilo to zdaj. Ne govorim, da bom totalno nehala z beauty in s temi videi, ker je to še zmeri ena moja, oziroma ena stvar, ki me osrečuje, ampak definitivno pa ne bo toliko poudarka tam, zato ker ni to več strast, ni to več tisto, kar mi daje voljo in srečo, ampak so bolj drugi aspekti. Začela sem se dosti bolj zanimati, kako poskrbeti zase mentalno, psihično, fizično, kakorkoli bi lahko rekli na teh načinih. In nočem več govoriti, kakšni trendi so novi in kaj je to in sploh. Nočem več se obadati z zunanjim okoljem, ampak z mojim notranjem in skozi kar grem jaz in kaj jaz doživljam. In mogoče, če je sreča, s tem pomagati kot tudi kakšni od vas. Sicer ja, bom naredila tudi tisti Q&A, ker vem, da nekaj vas je tudi zaradi tega zdaj prišlo gledati ta video, tako da tisto še bom. Vnaprej pa, če imate kakšen problem, izziv ali karkoli, z veseljem mi pošljite, bom probala tudi o tem predebatirati, če jaz kaj vem. 4 ali 5 vas je že, brez da bi karkoli rekla, to začelo pošiljati. Razmišljala sem tudi, da bi začela delati kakšne delavnice, da bi se dobili vsaj enkrat na mesec ali kaj takega, da bi vam lahko pomagala v začetkih ali YouTubea, ali bloga, ali pa nasploh, če imate kakšno osebno zadevo, ker si veliko bolj želim ta osebni stik, kakor pa igranje neke YouTube star, whatever, kar je zdaj zelo popularno v Sloveniji, ker preprosto se mi zdi, kakor je kruto slišati, ampak sem to delno prerasla in da se želim pokazati v drugem aspektu, da nisem več ne tista punčka, ki je začela, ne tista divja Aleksandra, ki govori o luknji, ki jo ima in kako si jih je dala povečati in ne vem kaj vse, ampak da preprosto sem. Strah me je bilo posneti ta video, priznam, zaradi tega, ker nisem vedela, kako bo sprejet, ampak v tem trenutku je to moja resnica in nočem delovati več fake in ne vem koliko glasna in ne vem kaj vse navdušeno govoriti, ker preprosto v življenju so zmeri upsi in downi, thank God, da so tudi downi, tako da se kaj naučimo, da ne celo življenje samo kot teleta, ne. Tako da ja, to sem želela danes deliti. Upam, da se vidimo v naslednjem videu. Definitivno se zavedam, da moj subscriber count bo lahko zdaj kako dol padel, ampak ja, to je to. Če mi je bil video všeč, veste kaj narediti, ne se pozabiti naročiti. In če imate kakšno vprašanje za drug teden, za Q&A, pa kar zapišite spodaj. Čau, čau!